V obdobju pred zorenjem jagodičja je varstvo rastlin in pridelka najbolj zahtevno. V bistvu pri varstvu rastlin naredimo največ že v začetku rasti, se pravi od brstenja naprej moramo stalno bedeti nad razvojem rastlin in nad razvojem bolezni in prisotnostjo škodljivcev. Pri ribezih je začetek zorenja nekje v sredini junija in prav v tem obdobju se pojavijo tudi najrazličnejše bolezni in škodljivci. Pri rdečem ribezu so to najpogosteje uši, ki prizadenejo rastni vršiček in liste. Izrazi se na rastnem vršičku se prisotnost uši izrazi s tem, da se vršiček nekoliko skrivenči, s tem je prizadeta tudi rast in vzpenjanje oziroma priraščanje rastline v višino. Pri listu se pa prisotnost uši izrazi predvsem z mehurjavostjo. Ta mehurjavost je izredno vidna, sicer pa kakšnih večjih posledic na pridelek oziroma na samo rastlino prisotnost uši na listih nima. Je pa pogosto potrebna pri varstvu pred ušmi neka razsodnost. Če je tega malo, mogoče samo odstranimo vršiček ali list ali pa uporabimo kakšna blažja ekološka sredstva. Če pa prisotnost uši velika, potem pa res posežemo po bolj učinkovitih dovoljenih sredstvih. Pri rdečem ribezu se poleg te ene največje nadloge, se pravi uši, pojavijo tudi nekatere bolezni. V tem obdobju se včasih na nekaterih sortah pojavi pepelasta plesen, ki jo zatiramo tudi običajno že pred začetkom barvanja, ker sredstva na osnovi žvepla imajo tak neprijeten vonj, ki pustijo posledice verjetno tudi potem na samem okusu plodov. Druga stvar, ki se pojavi na rdečem ribezu, je antraknoza oziroma koletotrihum. To običajno opazimo pozneje v jesenskem času, ampak je prisotna tudi zdaj. In tretja bolezen, ki se pojavi na rdečem ribezu, je siva plesen. Ta siva plesen prizadene plodove v času zorenja. Pogostejša je, ko so deževna obdobja, oziroma ko so taka meglena jutra, sicer pa če je visoka osončenost, ponavadi teh problemov pri rdečem ribezu ni. Pri rdečem ribezu je zelo velikega pomena tudi redčenje grma. S tem, ko grmu damo ustrezno zračnost, poskrbimo za to, da bo les normalno dozoreval in tudi za to, da se bo v prihodnjem letu pridelek normalno razvil. Kajti zasnova brstov pri jagodičju, pri ribezu začne že v tem času, se pravi v drugi polovici junija. V tem času iz grma odstranimo vse poganjke, ki jih v prihodnjem letu ne bomo potrebovali. Se pravi, če gojimo ribez ob opori, pustimo za prihodnje leto 1 do 2 poganjka, če pa imamo grm, pustimo več poganjkov, 3 do 5, zato da imamo grm močen in bujen. Vsekakor pa moramo to opraviti, ta ukrep izvrševati večkrat, kajti izraščanje poganjkov je zaporedno, se pravi, moramo te poganjke tudi zaporedno odstranjevati in puščati seveda najmočnejše in najperspektivnejše.